Najprej lep pozdrav vsem, ki nas spremljate tukaj na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Moje ime je Predrag Novakovič in sem profesor na tem oddelku in vam bom predstavil nekaj osnovnih stvari, ki so zanimive za tiste, ki se želijo vpisati na študij arheologije pri nas. Najprej nekaj zelo kratkega o arheologiji, kajti o njej pravzaprav ne zvemo veliko v gimnazijskih programih. Arheologija je znanstvena veda, ki preučuje človekovo preteklost na lasten, samosvoj način. Nobena druga veda tega ne preučuje tako in preučuje preteklost na podlagi materialnih ostankov, vseh vrst materialnih ostankov, ki kažejo na človekovo bivanje in človekova dela v preteklosti. Od najmanjših predmetov na mikroskopski ravni pa vse do velikih prostorov, pokrajin in regij. Ravno zaradi tega je arheologija daleč najbolj interdisciplinarna veda na Filozofski fakulteti, ker pravzaprav preučevati materialno plat bivanja človeka je seveda izjemno široko področje. Poleg tega ima arheologija tudi pomembno mesto v sodobni družbi kot veda, ki zelo veliko prispeva k varovanju in upravljanju in uživanju kulturne dediščine. Kulturna dediščina je seveda bistvena za vsako skupnost, od lokalne do nacionalne in do svetovne skupnosti človeštva, kajti daje nam tiste podlage, ki nam osmišljajo življenje v sedanjosti in nas tudi usmerjajo v bodočnost. Arheologija na Slovenskem ima dolgo tradicijo, že od 16. stoletja bi lahko rekli. Prve ustanove, ki so se ukvarjale z arheologijo, so pa nastale v začetku 19. stoletja v Ljubljani, kasneje v Mariboru, v Celju, v Kopru in tudi v drugih mestih. Študij arheologije je pred letom praznoval 100 let, odkar je bila prvič ustanovljena katedra za arheologijo. Takrat leta 1923 na Univerzi v Ljubljani so bili skromni začetki, a vendarle od takrat dalje študij obstaja neprekinjeno. In je tudi danes seveda med relativno obiskanimi študiji na Filozofski fakulteti. Kar se tiče samega vpisa in pogojev, bom zdaj delil svoj ekran, na katerem bomo lahko natančneje pregledali nekatere bistvene stvari. Samo besedilo vpisa, mislim, da vidite v ekranu, je na tej rdeči povezavi in to je zelo dolg tekst razpisa Vlade Slovenije. Lahko si ga natančno pogledate, tudi za kakšne druge vidike. Mi smo tukaj samo povzeli nekaj najbolj pomembnih stvari, ki se vas tičejo. Pogoji za vpis so takšni, da se lahko na študij arheologije vpišete tako z splošno maturo kot s poklicno maturo. Mogoče je pa kdo med vami tudi, ki je končal srednjo šolo še pred letom 1995, ko mature še ni bilo. Tako da tudi na ta način je možno se vpisati. Glede na to, kako se je nekdo vpisal, s kakšno vrsto mature, so določeni različni sistemi točkovanja, v primeru, če je vpisanih, pa bolje rečeno prijavljenih, več kot 36 kandidatov. Tolikšna je namreč kvota, ki jo lahko vsako leto do te številke vpisujemo, brez omejevanja. Poleg tega obstaja še 5 mest za izredni študij, torej za tiste, ki mogoče že delajo, pa želijo ob delu študirati, ali pa za tiste, ki so že študirali kakšno leto ali dve na drugem programu, pa se želijo prepisati na program arheologije in so mogoče tam izkoristili že tisto tako imenovano dodatno leto, se potem lahko prepiše k nam v obliki izrednega študija in tako naprej. Tisto, kar je pomembno, je seveda to, da če se vpišete v prvi letnik izrednega študija, se lahko v drugem letniku ali kasneje, ko opravite pogoje, prepišete na redni študij. Izredni študij je namreč plačljiv. Če je kdo od vas, ki ga zanima predvsem izredni študij,
svetujem, da se nam posebej oglasi tukaj na tem spletnem mestu, katerega naslov imate v chatu. Poiščete povezave, naslove elektronske pošte našega tajništva in vprašate, kajti vsak študent na izrednem študiju je posebnost zase in potem moramo pač stvari prilagajati nekoliko. Torej, zdaj bomo govorili o teh 36 mestih, za katere smo rekli, da je možen vpis tako splošno kot s poklicno maturo. Sam izračun točk, koliko je kakšna matura vredna, ocena pri maturi, ocena v zadnjih letnikih srednje šole in tako naprej, imate tukaj natančneje predstavljeno, kot tudi v samem razpisu. Na miru si poglejte to spletno mesto, potem, ko bomo končali danes, in si lahko izpišete tiste ključne podatke, ne bi jih pa zdaj ponavljal. Povejmo še toliko, da nekateri, ki ste mogoče poslušali latinščino v srednji šoli, imate celo možnost, da se vam prizna to kot obveznost v prvem letniku. Spet, odvisno od različnih pogojev, količine ur latinščine in tako naprej in dosežene ocene, se to priznavanje lahko opravi. Za vse pa je pomembno, da si zapišete ali pa zapomnite ali kakorkoli zabeležite ta naslov od spodaj, kjer je poštni naslov naše strokovne službe oziroma telefon, na katerega se lahko obrnete, predvsem v zvezi z vpisom oziroma z različnimi pogoji, tolmačenji in možnostmi. Na tej točki bi mogoče povedal samo toliko, da nekaj let zapored nismo imeli tako velik vpis, kot je tukaj možen, 36 mest, ampak je bilo manj kandidatov, tako da so bili vsi tisti, ki so se prijavili na študij arheologije, so bili tudi sprejeti. Sami pa verjamem, da imate že od svojih srednjih šol vse datume zapisane, kdaj, do kdaj in kako se je treba prijavljati na univerzitetne programe. Mislim, da je to v vpisu dovolj, sami lahko, kot pravim, si lahko pogledate stvari natančneje. Mogoče je bolj zanimivo, da vam predstavimo nekoliko študij arheologije po nekih bistvenih predmetnih skupinah. Na tem spletnem mestu imate po letnikih predstavljeno, imate tukaj bloke v teh kozarčkih, kako so narejeni. In osrednji del študija arheologije je posvečen arheološkim obdobjem. In to od paleolitika in mezolitika, se pravi starejše in srednje kamene dobe, pa preko neolitika, mlajše kamene in bakrene dobe, bronaste in železne dobe. Potem je tu predmet klasična arheologija, se pravi arheologija, če lahko tako rečemo, prvega tisočletja pred našim štetjem in kasneje, zlasti egejskega, mogoče deloma vzhodno-sredozemskega prostora in rimskega prostora. Potem je rimska arheologija, ki se v glavnem ukvarja z rimsko arheologijo na naših tleh, se pravi v Sloveniji in sosednjih regijah, zgodnji srednji vek in mlajša zgodovinska obdobja. Samo za informacijo, po zakonu o kulturni dediščini je potencialna arheološka najdba lahko vsak predmet, ki je star vsaj 100 let. Tako da vidite, arheologija tudi po zakonu se ukvarja z relativno recentno preteklostjo. In to tudi je arheologija mlajših zgodovinskih obdobij. Ti predmeti vas bodo spremljali skozi ves čas študija, v vseh letnikih, s tem, da se pač stopnjuje tisto, kaj se pri teh predmetih spoznava, od začetnih osnovnih vsebin pa preko bolj naprednejših, poglobljenih vsebin in seveda za tiste, ki se boste vpisali na drugo stopnjo, se ta konstrukcija nadaljuje tudi na drugi stopnji. Ob teh so predmeti arheološke teorije in zgodovine, metodologije, se pravi posebna skupina predmetov, ki so namenjeni predvsem razumevanju vloge arheologije v sodobni družbi in arheološkim metodam. Metodam dajemo izjemno velik poudarek, kajti metode vas tudi spremljajo kot predmet ali skupina predmetov ves čas študija, ker je pravzaprav arheološka metodologija zelo zahtevna, kompleksna, zahteva znanje, veščine, zahteva določeno prakso na tem področju, da lahko na koncu ste sposobni samostojno izvajati ali voditi
arheološke raziskave različnih vrst. Metodologija se v grobem deli na dve skupini metod. Ene so posvečene terenskim metodam, se pravi različnim vrstam terenskih del v arheologiji, od izkopavanj do različnih topografij, rekognosciranj, vzorčenj. In potem je tu še skupina metod, ki so posvečene laboratorijskim analizam, predvsem analizam artefaktov, se pravi predmetov. Od osnovnega dokumentiranja predmetov, tudi elementarnih analiz, preučevanja sestave materialov in tako naprej. Arheologija za javnost, seveda že naslov pove, kaj to pomeni, se pravi, katere so glavne javne naloge, funkcije, odgovornosti arheologije, kajti arheologija je veda, kot sem že rekel, ki je močno vpeta v varovanje dediščine, in dediščina je seveda javna dobrina. Nato sledi skupina zgodovinskih predmetov, da pač podamo nek zgodovinski okvir, antična zgodovina, kulture Starega vzhoda, rimska regionalna zgodovina, se pravi poudarek je na zgodovini širšega slovenskega prostora, srednjeveška zgodovina. V tretjem letniku je nekaj predmetov, ki so posvečeni naravoslovnim vidikom, kajti naravoslovni način opazovanja preteklih ostankov je seveda ključen, da jih lahko razumemo. Arheologija okolja vključuje nekaj osnovnih stvari povezanih z paleobotaniko, se pravi z rastlinami, ki jih je človek uporabljal, kultiviral, in seveda z živalmi, to je zooarheološki del arheologije okolja, se pravi, kako je človek spreminjal živalstvo skozi vzrejo živali, selekcijo, kako je gospodaril z živalmi in podobno. Paleoantropologija govori o procesu učlovečenja, čisto biološkem procesu učlovečenja. Arheometrija pa združuje osnove nekih sedaj, danes v arheologiji osnovnih metod merjenja, opazovanja in dokumentiranja, s sodobnimi tehnologijami in podobno. No in dodatni predmet je latinščina oziroma tudi arheologije sveta. Latinski jezik je v prvem letniku prisoten, ker je pač to tudi en od pomembnih stebrov oblikovanja arheologije in tudi poznavanja preteklosti skozi tudi razumevanje nekaterih osnovnih jezikovnih tekstov, sporočil, zapisov in podobno. Natančneje si lahko pregledate predmetnik po letnikih tukaj, v tej galeriji, je razdeljen po teh, tukaj je ponavadi povedano, kolikšno je število ur, koliko je vaj, koliko je terenskega dela. Tisto, kar bi tukaj poudaril, je seveda prvo ena stvar, ki se tiče terenskega dela. Terensko delo je obvezna oblika poučevanja v prvem in drugem letniku, kjer študentje pri pouku metodologije morajo sodelovati na vajah, ki so recimo 10 dni dolge, na različnih nadiščih po Sloveniji oziroma tudi v sosednjih državah. Do sedaj smo bili na vajah v Srbiji, na Hrvaškem, v Avstriji, na Slovaškem, v Italiji in podobno. In tudi običajno imamo vsaj ene vaje tudi v tujini, kjer se učimo po programu za prvi oziroma za drugi letnik temeljnih terenskih metod, ki jih je pač potrebno obvladati, da lahko suvereno in korektno opravljamo terensko delo. Tako da vidite, v drugem letniku na primer je 120 ur terenskega dela, v prvem letniku je 80 ur terenskega dela. Ostale oblike vaj so lektorske vaje, se pravi za latinščino, ali pa laboratorijske vaje pri metodologiji, ali pa so to seminarske vaje pri drugih predmetih. Pomemben del študija, in tukaj je seveda vaša izbira, ali bo vaša izbira, so izmenjave. Naš oddelek ima trenutno podpisano pogodbe z 38 univerzami iz kar 18 držav. Se pravi, praktično, ne vem, razen na Irskem in v skandinavskih deželah imamo partnerje po celi Evropi, od Turčije do Portugalske, od Velike Britanije do Italije.
in tukaj so potem posamezne univerze predstavljene, kjer lahko naši študentje gredo na izmenjave, ki so običajno dolge en semester, lahko se pa tudi podaljšajo na željo študenta. In tisto, kar je pomembno, je, da mi te izmenjave zelo spodbujamo, celo spodbujamo študente, da izberejo v teh izmenjavah vsebine, ki jih mi doma nimamo ali ne moremo izvajati, da se s tem še bolj razširijo obzorja. Te izmenjave so del našega programa, tako da če nekdo opravi določeno število obveznosti v tujini v obliki izpitov, seminarskih nalog ali kakorkoli drugače, se mu jih prizna v našem študiju, kot da bi jih opravil tukaj. Tako da ne zahtevamo, da opravlja celoten letnik plus tisto, kar dela v izmenjavi, ampak poskušamo iti na roko maksimalno, kolikor je možno, da se mu prizna ali ji prizna vse, kar je opravljeno v tujini. Dosedanje izkušnje z izmenjavami so izjemno pozitivne, študentje, ki so se udeležili teh izmenjav, so seveda bili motivirani, spoznavali so seveda nova okolja, nove kulture, učili so se v drugih jezikovnih okoljih, marsikje seveda omogočajo tudi študij v angleščini ali pa v neke krajše oblike študija v angleščini, tako da je pa odvisno od posamezne univerze. V prvem letniku še ne morete na izmenjavo, ampak od drugega letnika dalje, kar je seveda logično, kajti po prvem letniku verjetno šele malo bolj natančno oblikujete svojo idejo študija oziroma imate že neke prve izkušnje in potem ste verjetno sposobni razumeti, kaj želite v izmenjavah kje. Seveda izmenjave lahko uporabljate tudi na drugih stopnjah študija, na drugostopenskem programu, mogoče celo nekdo na doktorskem programu. Vsekakor pa imejte to v mislih in spremljajte različne informacije, objave, razpise, da ne bi slučajno zamudili kakšnih rokov, ko si želite iti na izmenjavo, pa potem se vam pokvari vsa ideja zaradi nekih zamud. Torej, bodite pozorni na to. Naš predmetnik je tako organiziran, da v 3. letniku je pravzaprav večina zadnjega semestra posvečena času in pisanju diplomskega dela, se pravi, naš študij se zaključi z diplomo. Na začetku bi moral povedati, da je arheologija enopredmetni 3-letni program, kar je eden redkih primerov na filozofski fakulteti, kjer prevladuje dvopredmetnost. To pa zato, ker je izjemno obširna in je pravzaprav ni tako enostavno jo spraviti v dvopredmetni program, da bi nudil podobne kompetence kot enopredmetni program. No, če pogledate dobro, v 3. letniku je samo, bom rekel, nekih 650 oblik organiziranega pouka, recimo tukaj v 2. letniku jih je čez 900 in tako naprej. Torej, 3. letnik je namenjen temu, da zaključite študij. Vsak študent, ki se vpiše prvič na nek program, ima pravico do dodatnega leta, ne glede na to, kaj študira, ker je dodatno leto pomeni, da lahko to leto izkoristi, bodisi če iz nekega razloga mora ponavljati letnik in da ne izgubi statusa in vseh pravic, ki iz statusa izhajajo, se pravi zdravstvenega zavarovanja, bonov, subvenciranega prevoza in tako naprej. Če pa se redno vpisuje iz letnika v letnik, lahko to dodatno leto izkoristi po 3. letniku, da lahko potem ta čas izkoristi za pisanje diplome ali mogoče opravi še kakšen zaostali izpit. Tako da imate to pravico in to lahko računate kot eno pomembno vzpodbudo, da si dobro organizirate vaš študij. Naslednja pomembna informacija, ki se tiče našega študija, so seveda kariere. Kakšne vrste zaposlitev in možnosti zaposlitev študij arheologije omogoča. Tukaj govorimo sedaj o študiju 1. stopnje. Po koncu tega študija, se pravi po absolviranih 3 letih predavanj in vaj in opravljenih vseh izpitih in diplomi, dobi študent ali študentka diplomo diplomiranega arheologa oziroma diplomirane arheologinje. In to je absolutno jasno univerzitetna izobrazba. Zdaj, kar se tiče samega študija, pretežen del študentov se odloči za to, da bo nadaljeval študij na 2. stopnji.
kjer bo pridobil naslov magistra ali magistrice arheologije. Kar se tiče možnosti zaposlitev, ta naslov je pomemben predvsem zaradi pravilnikov in tudi zakonov, ki urejajo določena področja in dela v raziskovalnem in kulturno-varstvenem sektorju. Tako, na primer, če kdo hoče biti kustos, arheolog kustos v muzeju, je ena od formalnih zahtev, da ima magistrski naslov oziroma opravljen magisterij iz arheologije. Se pravi, diploma prve stopnje za tovrstno zaposlitev ni dovolj, ne. Enako velja za konzervatorski naslov oziroma naziv. Konzervatorji so arheološki strokovnjaki, ki običajno delajo v različnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Tudi za konzervatorski naziv je potreben magisterij, ne. Ampak seveda to pomeni samo za določene službe, bi se reklo samostojne strokovne službe, je potreben 5-letni študij. So pa arheološke službe tudi v teh istih muzejih ali na zavodu ali kjer drugje možne tudi z prvostopenjsko diplomo, kot tukaj piše. To so strokovna in tehnična dela v arheologiji in dejavnostih povezanih z varovanjem in upravljanjem. Poleg tega je zaposlitev v arheologiji, govorimo zdaj o tej bolj ožji karierni vertikali, možna tudi v zasebnih arheoloških podjetjih. O tem nekoliko kasneje bom povedal malce več, ne. In seveda možne so tudi zaposlitve drugje v javnem in zasebnem sektorju, namreč obstaja cela vrsta služb, kjer ni potrebno najožje strokovno znanje, so pa seveda potrebna znanja iz splošnejših družboslovnih oziroma humanističnih smeri in tukaj arheologija seveda vsekakor tukaj sodi, ne. In potom, ne. Tisto, kar je recimo prednost naših študentov, diplomantov, je seveda ta interdisciplinarnost, ki je del našega programa, kajti kombiniramo naravoslovne, tehnološke, humanistične, zgodovinske in ožje arheološke vsebine, kar je kar zelo pester arsenal znanj, veščin, ki jih študentje osvojijo, ne. In seveda tisto, kar je zelo pomembno danes, študentje naši pridobivajo kar veliko izkušenj za delo v skupinah, timsko delo, ne, za projektno razmišljanje, za terenske izkušnje, ker so seveda veščine in tako imenovana mehka znanja, ki so danes zelo, zelo zaželjena namreč, ne. No, dajmo pogledati natančneje, kje so možne kariere. V javnih arheoloških ustanovah, s tem mislim na ustanove, ki v svojih programih imajo tudi delo na arheološkem področju, so seveda tukaj različni muzeji. Od nacionalnih do lokalnih muzejev, ki imajo arheološke zbirke ali arheološke depoje, za katere je treba skrbeti strokovno. Seveda z diplomo prve stopnje ne morete še biti kustosi, ste pa lahko različni arheološki dokumentalisti, arheološki tehniki, če tako se izrazim, čeprav to ni najboljši izraz. Lahko delate na področju, ne vem, PR, se pravi stika z javnostjo teh muzejev in podobno, ne. Enako velja tudi za Zavod za varstvo kulturne dediščine. To je zelo velika ustanova, ima, ne vem, enih 8 do 9, 10 arheoloških enot, večinoma regionalno po Sloveniji razdeljenih in seveda tudi centralno enoto, ne. Tako da recimo zavod trenutno zaposluje tam nekje okrog 40 do 50 arheologov, kar je kar zelo velika številka za eno ustanovo. Je pa res, da ima on svoje urade in enote po celi Sloveniji, ne. In seveda tukaj so še različne raziskovalne in akademske ustanove, ne. Poleg nas arheologijo pozna tudi Univerza na Primorskem, pa tudi znanstveno-raziskovalni centri pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, tam imamo recimo Arheološki inštitut, pa znanstveno-raziskovalno središče v Kopru zna imeti arheološke raziskovalce.
In seveda tukaj so tudi različni projekti, večletni projekti, ki potekajo po celi Sloveniji in katerih izvajalci in nosilci so spet različne ustanove, ki imajo bodisi znanstveni namen, bodisi namen varovanja dediščine, kjer seveda se tudi zaposlujejo arheologi. In to je kar pogosta oblika projektne zaposlitve. Druga stvar, ki sem jo omenil prej, da bom nekaj več povedal, so arheološka zasebna podjetja in organizacije. Samo za ilustracijo, na letni ravni v Sloveniji se izvede tam nekje med 500 in 600 arheoloških raziskav. 98% teh raziskav se izvaja zato, ker je arheološka dediščina ogrožena. Ogrožena pa je zato, ne da bi jih kdo namenoma grozil ali namenoma učeval, ampak ker se družbeni razvoj poteka, gradijo se ceste, železnice, različni objekti, urbanizirajo se določena območja in podobno. In seveda vse te stvari, vse te dejavnosti, vsi ti posegi v prostor pretijo, da uničijo arheološko dediščino, če se je nepravočasno razišče, izkoplje, dokumentira. In tega je, lahko si predstavljate, zelo veliko v Sloveniji in takšna količina raziskav je pravzaprav možna samo zato, ker imamo relativno dobro razvite zasebne oblike zaposlitev, podjetij arheologov, in vsaj 80% od teh raziskav, 500 do 600 na leto, izvajajo zasebna podjetja, ki so strokovno zelo dobro usposobljena za izvajanje arheoloških, terenskih in drugih raziskav, da lahko sploh naš sistem varstva dediščine deluje. Enostavno javna služba, državne zavodi ne bi niti približno lahko toliko dela opravili na področju varstva dediščine. Je pa ta dejavnost tržna, se pravi, je to dejavnost strokovna, tržna dejavnost in organizirana na trgu, tako kot si lahko predstavljate, da obstajajo različne vrste tržnih dejavnosti na področju arhitekture, ko arhitekturni biroji tekmujejo za delo, ko različne druge organizacije tekmujejo za delo na svojem področju. Ta dejavnost zaposluje danes nekako 40% vseh slovenskih arheologov, recimo. In marsikdaj pravzaprav že v času študija poskušajo mobilizirati študente, ker velikokrat se dogaja, da je veliko povpraševanje po strokovni delovni sili. Tukaj so seveda še druge javne ustanove, ne nujno neposredno povezane z arheologijo, to so različne razvojne in podobne agencije, kulturne ustanove in tudi druge ustanove. Za njih vemo, ker iz izkušenj naših preteklih študentov, ko jih spremljamo, vemo, da so tudi tam dobili dela. Seveda je pomembno tudi biti na nek način zelo aktiven, namreč področje dediščine je izjemno obsežno področje, ki nudi na tisoče različnih profilov. Jaz poznam recimo tako doma kot v tujini arheološke diplomante, ki delajo od turizma dalje, pa do podjetij, kjer pripravljajo računalniške simulacije za muzeje ali pa delajo reklamne akcije za promocijo dediščine in to na visoki ravni. So udeleženi v različnih projektih, ki so evropske narave in tako naprej. To se seveda ne more kar tako s prvim dnevom študija arheologije videti, ampak skozi čas, skozi sklepanje zvez, poznanstev, kontakti z domačimi in tujimi kolegi, se te stvari seveda odpirajo. Ta karierni del bi zaključil samo z eno karto, namreč tukaj so kartirane ustanove javne in zasebne, kakršno je bilo stanje recimo pred 3 leti, zlasti te vijoličaste pike so različne oblike zasebnih ustanov, zasebnih podjetij ali organizacij. In tukaj se seveda stvar menja, to je dinamično področje. Danes jih je še kar nekaj več, praktično jih je težko uloviti, kajti poleg običajnega oblike podjetja je na tem področju tudi veliko
samozaposlenih, se pravi tako imenovanih SP, arheologov samostojnih podjetnikov, ki nudijo storitve različnim naročnikom, dostikrat so to storitve arheološkim podjetjem, neko podjetje arheološko je bolj specializirano za neke stvari in potem prevzame delo za nekaj drugega in to drugo naredi tako, da najame, ne vem, strokovnjaka za risanje, strokovnjaka za nekaj drugega, ne, in na ta način se dela opravljajo. Ta povezanost teh SP-jev, samozaposlenih, je dokaj tesna, tako s podjetji kot z javnimi ustanovami. Samozaposleni sodelujejo tudi v programih dela z muzeji, pa tudi z raziskovalnimi ustanovami. Tukaj si lahko gledate nekaj primerov karier na raziskovalnem področju, na zasebnem področju, ne bi jih zdaj našteval, so kar izpovedne kariere. Povedal bi vam še to, da naš študij omogoča dobre pogoje, zato ker imamo zelo primerne prostore, laboratorije, imamo veliko orodja, vozila, imamo tudi dobro založeno strokovno knjižnico z več kot 30.000 knjižnimi enotami. Mogoče še to, ne, danes je angleški jezik postal že lingua franca v marsičem in seveda solidno znanje, branje v angleščini je nekaj, kar je seveda zelo, zelo priporočljivo, ne. Če nekdo še kakšen drugi jezik zna uporabljati, je tudi zelo dobro, ni pa nobenih pogojev, kaj nekdo mora znati, oziroma ni nobenih predmetov iz drugih tujih jezikov, ne. To si lahko tudi sami zaželite in izberete v obliki zunanjih izbirnih predmetov.